V zaključku jesenskega dela sezone v Velenju na mrzlem in zimskem gostovanju na koncu brez želenega zaključka in zmage končalo se je Rudar 1, Maribor 1. V primerjavi z zadnjimi tekmami nekaj sprememb, namesto Martina Mileca je desno začel rekonvalescent Denis Klinar, v zvezni vrsti je po nekaj časa odsotnosti začel Aleks Pihler. V prvem polčasu veliko priložnosti ni bilo, vodstvo v 20 minuti, hitra akcija, Viler, Požek Vancaš in na koncu Kronaveter neubranljivo za vodstvo in za 10. gol v sezoni. V 39. minuti priložnost za povišanje vodstva, po izbijanju je Viler vrnil žogo pred gol, Kronaveter pa tokrat nenatančen. In namesto povišanja vodstva v zaključku prvega polčasa nepazljivost v obrambi in po podaji Radića je zabil Petrović za 1:1. Ja, mislim, da smo dobro odigrali ta celoten prvi polčas, razen te zadnje minute. Nismo bili dovolj skoncentrirani, neka kontra je bila, se ne spomnim dobro, tako da ja, ko prejmeš v zadnji sekundi gol, je pol nekako padeš v glavi in mi smo se probali zdvigati, napadali smo še drugi polčas, imeli kar nekaj priložnosti. Žal nas ni nagradilo tako kot proti Triglavu, ampak moramo gledati pozitivno naprej in čaka nas še en del sezone. V drugem polčasu poudarjena ofenziva od samega začetka. V 57. minuti je poizkusil Mešanović. V 59. minuti je Mešanović zaposlil Zahovića, ta pa v vratarja Radana. V 63. minuti se je domači vratar znova izkazal, tokrat je z razdalje poizkusil Rudi Požek Vancaš. Po številnih menjavah v drugem polčasu se je nadaljevalo ponovno s priložnostjo strelom od daleč. V 78. minuti je poizkusil Kotnik, znova se je izkazal Radan. V zaključku tekme še ena priložnost za zmagoviti gol, toda po kombinaciji Hotića in Tavaresa strel kapetana čez gol. Ostalo je pri 1:1, kar pomeni po jesenskem delu sezone zaostanek za vodilnimi in slabši izhodiščni položaj pred spomladanskim delom sezone. Jaz mislim, da je pomembno, da se dobro pripravimo na spomladanski del sezone. Mislim, da bo prav prišle te dolge priprave, da se še bolj spoznamo, da se igramo. In jaz verjamem, da bomo spomladi pravi in ne smemo si spomladi dovoliti dobenega kiksa. Tako da nogometa je vse mogoče, mi verjamemo in zaostanek pa tudi ni tak prevelik, da ne bi mogli razmišljati o naslovu. Verjamem, da so fantje zelo motivirani za novo sezono in da bomo od prve tekme naprej štartali, razmišljali o vsaki tekmi posebej, to je pomembno, da nas ne bo bremenil zaostanek, vendar ga potem jasno čim prej izničiti.